težko je opisati, vemo, dobro se zavedam, da smo izpadali pač. To verjetno ni bil naš cilj, ampak kar je, treba gledati naprej. Da je neki čas za pauza, tako da bomo nabrati moči do naslednje akcije, da bomo čim bolj prišli pripravljeni. Na trenutke znamo zadržati žogo, si upamo igrati, to jaz mislim, da smo veliko bolj delali, kot smo delali proti Norveški. Veliko manj smo nabijali dolge žoge in na koncu smo tudi zadeli za ene lepe akcije in tako moramo nadaljevati. Treba si več upati, po ceno tudi napak pač. To je sestavni del nogometa, treba napake popravljati, se bojo dogajale, to je normalno in samo tako lahko napreduješ. Pa mislim, da hoteli smo iztržiti en pozitiven rezultat, hoteli smo zmagati, ampak na koncu mislim, da smo prikazali eno boljšo igro kot na prejšnjih tekmah. Pobrali smo se po pretem golu, kar je tudi zelo pomembno in mislim, da vseeno lahko odnesemo veliko pozitivnega z te tekme in zdaj je čas, da se vrnemo v klube, delamo tako, kot smo do zdaj, 100% in pol bomo videli za naprej. Pa nekaj posebno drugače ni bilo. Meni je čast igrati za reprezentanco, se z veseljem odzval. Vedel sem tudi, da je malo težka situacija, v katero smo se sami potisnili, ampak kljub temu jaz sem zadovoljen glede na situacijo, kar smo iztržili, pokazali smo nek pozitiven pristop in glede na situacijo mislim, da smo lahko zadovoljni, bi pa si želeli tudi kaj več. No, sigurno eno težko obdobje za nami, jaz mislim, da bom rekel tudi to menjava generacije pa novi selektor, tako da za nami je sigurno eno težko obdobje, ampak tudi to je treba prebroditi in gledati naprej. Jaz mislim, da smo mogoče spet malo bolj stali v obrambi, nekaj idej smo imeli mogoče drugi polčas malo več v napadu, na trenutke tudi prvi polčas, ampak težko pridemo v šanso, mislim, da na tem moramo delati, da bolj zgledamo v igri v napadi, ampak tako kot sem povedal že po prejšnji tekmi, mislim, da potrebujemo malo več časa in potrpljenja.